čas z gongi umetnice Mine Kunstelj, ki raziskuje glas in zvok ter z njim ustvarja in izvablja umirjenost. Premikamo k človeku, to se pravi, povezujemo človeka s čebelom. V koših jih vržejo oba tudi in izmena pridejo brhke lepe mladinke. To je v bistvu tudi neka povezava, ki jo lahko najdemo s sosedanjostjo. Ki se je lansko leto začel v Kranju na pobudnico mladih tekstilnih inženirjev. Hvala lepa, v meni že vse vrvi, v bližini že nekaj brenči, kot da bi slišala zvok čebel. Spoštovane, spoštovani, slavnostni govornik na odprtju razstave je predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Dobrodošli, prosim, izvolite. Spoštovani gospod župan, visoki gostje, gospe in gospodje. Preden sem odšel na ta dogodek, sem imel pogovor z bivšim premierjem Peterletom. Kar ni bilo konca tem za pogovor, ko sem večkrat vstal, da bi zapustil sestanek, pa nekako nisem zbral poguma, da bi ga prekinil. Potem sem mu pa le rekel, da odhajam na odprtje muzeja prenovljenega in razstave in rekel, na to pa ne smeš zamuditi, to pa moraš pohiteti. Veste, da je bil in ostaja zelo zvest čebelar. Spomnil me je, da so prizadevanja slovenskih čebelarjev za to, da bi se v mednarodni skupnosti priznalo pomen čebel, segala veliko dlje od zadnjih 5 let v leto 2000 in mi je potem, ko sva šla ven iz hiše, malček razlagal, kako so se na začetku tega tisočletja na Slovenskem prvič pojavile pogumne zamisli, da bi nekaj, kar je po našem zelo naše čebele, nekako uveljavile tudi v mednarodni skupnosti. No, to nam je pred nekaj leti uspelo. Včeraj je bil Svetovni dan čebel, nastal je na pobudo Slovenske čebelarske zveze ob veliki podpori vlade in posebej takratnega kmetijskega ministra. Sprva se je zdelo, da je to skoraj da misija nemogoče, ampak z vztrajnostjo, z argumenti, z pridnim delom so naši čebelari in njihovi prijatelji v mednarodni skupnosti dobili dovolj zaveznikov, da je prišlo do tega pomembnega prelomnega trenutka. Vedno bo torej Svetovni dan čebel in vedno se bomo lahko Slovenci s ponosom spomnili, da smo imeli nekaj zelo pomembnega zraven pri tem. Razstavo odpiramo v času in odpiramo prenovljen muzej, ko pojenja COVID, ko se zdi, da se vendarle vračamo v normalno življenje. COVID je nenazadnje zahteval na ravni Evropske unije neko reakcijo na situacijo, v kateri smo se znašli in odločil se je za pomembne investicije, naložbe v družbo in gospodarstvo. To so zelene investicije, to so trajnostne investicije. Namenjene so temu, da bi ohranili ta čudovit svet, v katerega nas je postavila usoda in nam je naložil odgovornost, da ga ohranjamo za naše bodoče rodove.
Slovenija je čudovita dežela, narejena je za trajnostni razvoj. Izkoristimo ta trenutek, tudi ta finančna in druga sredstva, izkoristimo ta prelomni trenutek za to, da se zlasti v naši deželi odločimo za nekaj prelomnih sprememb v naših praksah, poslovnih in drugih, ki bodo ne samo ohranile to naravo za naše otroke in njih otroke, ampak bodo naredile naše življenje v tem čudovitem okolju trajnostno naravnano. Zdaj imamo to priložnost in k temu, upam, bo verjetno nagovorila tudi ta razstava, ki jo bomo videli. Čebele so sestavni del te biotske raznovrstnosti, sijajne, fantastične v Sloveniji. Vse to se mi zdi, da zdaj skupaj z ozaveščanjem o pomenu podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja, zelenih energij, nekako postaja del našega vsakdana. To zavedanje postaja zdaj naše, se mi zdi, kolektivno stremljenje. Rad bi spodbudil vse, tudi na predvečer pomembnega praznika naše domovine, 30. obletnice ustanovitve samostojne Republike Slovenije, da vidimo smer svojega razvoja prav v tem zelenem, trajnostnem, vzdržnem razvoju, ki bo, kot rečeno, ohranil to pestrost našega naravnega okolja in ga dal v naročje in odgovornost naših otrok. Hvala vsem, ki ste danes kljub tem razmeram pripravili to čudovito priložnostno slovesnost. Čestitke muzeju za razstavo, vsem tistim, ki ste odgovorni za muzej. Vedno pa me prevzame ta čudovita baročna dvorana. Spoštovani gospod župan, visoki gostje, naposled si vendarle oglejmo to razstavo in uživamo v njej. Hvala.